Milena je v bistvu, ona je podcasterka. Ja? Samo da ona svoje podcaste zapiše kot knjige. Ne? Z nami je Milena Miklavčič. Dobrodošla. Dober dan, dober dan. Ena stvar, ki je bila prelomna, ko ste si začeli, mislim, ko ste si upali vprašati tudi o intimi. Ker je bila vsaka beseda namenjena spolnosti, je bila greh. No in ker se o tem ni govoril, so pač v mestu videli psa, ko je šel na psico, na kmetih bika, ko je šel na kravo, in zato so tudi spolnemu odnosu na kmetih govorili bakajne. Kje pa se je to najbolj pogosto dogajalo? Kadarkoli, kjerkoli? Kjerkoli, ker je bil moški nagon, se oproščam, je bil tako močan, da so nekateri hoteli, morali tudi 3-krat na dan. Za žensko, če ni bil doma seksa. Hvala Bogu. Hvala Bogu. A mislite, da je To bilo zavestno, Ja. Ker za moža je bila spolna spravica, za ženske pa dolžnost. Mislim, komunikacija je glaven ključ do vsega. Še vedno se dogaja, da naše generacije se mame s čerkami ne pogovarjajo ali pa sestre med sabo se ne pogovarjajo. Zdaj smo pa tam pri rak rani slovenske družbe. To je pa molk. Molk je naredil v slovenski družbi, v teh medsebojnih odnosih, toliko grozljive škode. Pa moram priznati, da kakorkoli so te zgodbe zanimive, sem kar vesela, da v tem času živim, ko smo vse Ko se lahko pogovarjamo. mečko bolj cenjene in je vse malo več enakopravnosti. Tisti dnevi v mesecu. Kdo začne? Ja, Vesna? Ja, veste, ja. Hej! Ja, veste, je tako. Ja, Vesna je tako, Ja. ja. Se pravi, živijo, spet smo nazaj. V glavnem, dobrodošli v tistih dnevih v mesecu. Danes, kot smo že ugotovili, Vesne Una ni. kamera. Aha, no vidiš, jaz to ne obvladam. Vesne ni, tako da danes namesto nje z nami Uroška bo pomagala tudi pri moškem mnenju. Zdaj je ful moderno, da Ja, tradamo. zamenjali smo jo v bistvu. Ja. Prva šla Barbie, zdaj Vesna. Katera bo naslednja? Ta mlade ostajamo, držimo hišo po koncu. Tako, Ampak se mi pa zdi, da bo temi primerno, da bo fajn, da mogoče imam tudi še jaz mal. moški. Ja, da ne bo dež. Ja, Seveda, čas, da predstavimo gostje, ne? Kar pa Lara, hvala Bogu, da si klela na tišči. Ja, danes moram reči, da imamo eno zelo posebno gostjo. Z nami je Milena Miklavčič. Dobrodošla. pisateljica, Dober dan, dober dan. Novinarka, tudi zgodovinarka. Ne, to pa ne. Jaz sem samo ljubiteljsko. Ljubiteljska. Jaz sodim v tisto kategorijo, ko ji danes rečejo ljudska znanost, citizen science. Tam noter me najdete, vse ostalo, kar pa ti, ta pravi zgodovinari, pa vsi ostali strokovnjaki počnejo, veste, tem pa jaz pravzaprav ne sežem niti do kolen. Poznam verjetno več zgodb kot oni, ampak jih ne znam na strokoven način uvrstiti v tiste predale, kamor bi jih verjetno uvrstili oni, če bi danes sedeli tukaj na mojem mestu. Prinesli ste nam tudi ene par stvari, Ja, med prva. drugim tudi same dobrote. Pogača, ki ni čist pogača. To je Milenina pogača. Meni je moj prijatelj oziroma njegova žena Marija Nemanič iz Bele krajine sta mi zmeraj prinesla tisto pogačo, belokranjsko, in potem jaz, ko sem znana potem, da ne maram posnemati vzorcev, da zmeraj tudi recepte naredim mičken drugač, s njo naredila to pogačo malo po svoje in potem, da bi bila malo bolj specialna, jo dam v ta pekač v obliki srca, in to zaradi tega, da ima vsak od tistih, ki mu to pogačo prinesem, občutek, da je to res prišlo od mojega srca. Pa še Pa še polover je. srčke na poloverju. To je pa čisto slučajno. Ampak mi danes nismo tukaj zato, da bi se poslušalcem, gledalcem cedile sline. Ja. Smo danes zato, da pač malo predstavimo včasih danes. Ne? Milena je v bistvu, ona je podcasterka, taka ena izvirna podcaster v Sloveniji. Ja? Samo da ona svoje podcaste ne objavi v celoti kot audio, ampak jih zapiše kot knjige. Ne? Ja. Tako, velikrat. Pa tudi konec koncev zelo pomembno za neko kulturno dediščino Slovenije, Tako. te zgodbe, ki ste jih vi izbrali, predvsem ženske, pa tudi moške. Ena stvar, ki je bila prelomna, ko ste si začeli, mislim, ko ste si upali vprašati tudi o intimi.
ljudi. Ja. Nekoč, se pravi med vojnama, pa po drugi svetovni vojni. Prej, A ne? a ne? Ja, morate vedeti, da jaz poznam ljudi, ki so bili rojeni, oziroma v njih sem pisala, zapisovala njihove zgodbe, ne nazadnje, jaz bom leta stara 73 let, a ne, to je že kar... Zgledate mlajši. Hvala, hvala. So moji sogovorniki bili rojeni, nekateri tudi konec 19. stoletja. Recimo v Žireh so odprli za vernike in za farane cerkev leta 1909. Recimo jaz sem poznala gospoda, ki je to cerkev pomagal zidati. A si vi predstavljate? A ne, kako je to en tak, bom rekla, en tak niz teh desetletij in skozi te moje zgodbe lahko pravzaprav izjemno nazorno tudi spoznaš odnos ženske do ženske, odnos ne nazadnje tudi ženske do moškega, do otrok, do družine, ker nobena, ne vem, jaz upam, da mi ne bojo strokovnjaki zamerili, ker noben strokoven zapis ne poda tako takšne globine, takšnega vpogleda, kot te resnične zgodbe. A razumete? Koliko mogoče je razlika neke zgodbe iz ruralnega okolja? So tudi mestne zgodbe, ampak jaz mislim, da so mestne zgodbe bolj krute kot podeželske. Res? Zakaj? Razlog je zelo banalen. Recimo, da je ženska na podeželju doživljala strani moškega, ki je bil popolnoma enak kot tisto v Ljubljani ali pa v Kranju ali v Mariboru, kar se teh spolnih, intimnih potreb tiče. Če je ona imela zraven sebe tazga moža, mu je pač lahko ušla ali na polje v gost, lahko, če je doživela kakšno, bom rekla, tudi v zakonu kakšno spolno nasilje, je šla ven in se skričala tam nekje sredi ničesar. Kaj pa ženska tukaj v mestnem stanovanju? Ni imela nikogar. Kam bo šla? Tivoli. Ja, na Kongresni trg. A veste, to je bilo zelo kruto, to pa zaradi tega, ker v teh mestnih stanovanjih so se dogajale tudi neprimerne stvari, ker so bile tam mlade služkinje, je bila taka in drugačna služinčad in ženska se je bala, da bi zanosila in potem je morala gledati stran, ko se je pač njen mož prvošel nekoga iz te služinčadi in potem kako se tega otroka znebiti, ker so bile tudi mlade dekleta, recimo, ena taka zgodba, ene punčke pri 13 letih, ko je zanosila. Kako se otroka znebiti? Veste, in potem so pregradili en hodnik in so tam naredili eno tako kamerco in na to mizo, ki se je postavila noter, so dajali te trupelca, teh novorojenčkov, ki so jih verjetno takoj po rojstvu zadušili in ko so zdajšnji lastniki, to se pravi potomci od potomcev, to stanovanje renovirali, so po spletu okoliščin to steno podrli in so to mizo s temi škatlam dobili. To je bilo še noter v Ja, vse je bilo noter čist preperelo kot pergament. Zdaj mi je pa žal, da nisem prej probal pogače, ker zdaj mi malo minili. Ne, to se je pač dogajalo. Ampak ljudje so najprej slišali, da se kaj, oziroma so videli to mlado punco, so kar izignorirali? Ne, zakaj? To mlado punco so, ali so jo zadrževali v sob, ali so jo poslali kakšen sorodnikom na kmete. Ja, veste, včasih se je bilo tako, da so se stvari znale skriti, je bilo pa tudi tako, da so se ljudje bali spregovoriti, če je tekla beseda o kakšni družini, ki je imela oblast, moč in takim. Veste, to se pa do danes ni nič spremenilo in takrat se jim niso upali zameriti, tako kot se jim danes ne upajo zameriti. Ja, se pravi, tudi recimo včasih, na kakšen način je potekal spolni odnos, kako so vedeli, kaj morajo, kako se je to
dogajalo, začelo? To je bilo zelo neroden zaradi tega, ker je bila vsaka beseda namenjena spolnosti, je bila greh. Pa ni bilo nobenih razlik ali v mestu ali na podeželju. Govoriti o spolnosti je bilo greh. To je bilo povezano s cerkvijo, torej. Ja, to je bil tak odnos Način do življenja. spolnosti, ne glede na to, so bili liberalci, so bili klerikalci, kot so bili na začetku 20. stoletja, so bili po teh strankah že zelo razdeljeni, zlasti po mestih. Ni bilo pomembno. To je bil greh, to je bil način življenja takratnega življa. No, in ker se o tem ni govorili, so pač v mestu videli psa, ko je šel na psico, na kmetih bika, ko je šel na kravo, in zato so tudi spolnemu odnosu na kmetih govorili bakajne. Bakajne zaradi tega, ker je tudi konkretnemu odnosu, kaj pač so, ko je bik skočil na kravo, da bi pol teliček, so pač temu tako rekli. Iz kje pa? Torej. Ja, od ozadja, ja. A ne? Ampak iz kje pa izvira ta beseda angavljenje? Angavljenje, to je pa ena splošna beseda, ker takrat se še niso seksali, ja. a ne, niti niso tizga počeli na fe, a ne, to so začeli početi. Lahko rečete vse. No, niti se niso fukali, to smo počeli mi po drugi svetovni vojni, a ne, je ta beseda prišla v veljavo. Prej pa ne. Ko so Američani prišli van. A ne, prej pa ne, ker prej je bilo pa angavljene, tako so pač, ali pa recimo so opisovali, recimo mož leže k ženi, to so tisti, ki so bili bolj kulturni, manirni. A veste, ta živelj, običajni živelj, ki je bil pač bolj preprost, so pač uporabljali bolj preproste živalske izraze. Kje pa se je to najbolj pogosto dogajalo? Kadarkoli, kjerkoli? Kjerkoli, ker je bil moški nagon, se oproščam, je bil tako močan, da so nekateri hoteli, morali tudi 3-krat na dan. Ko danes je povprečje, če ima moški srečo 3-krat na leto. Kje je ta statistika? Kje je zdaj Vesna? To so stvari, ki jih jaz vem preko pripovedovanj. Ker, to je generacija naših prababic, recimo, da so... Vaše prababice, to se pravi tiste, ki so živele med obema vojnama, so pač morale biti na voljo, ker one se niso svojim možem ljubile, ampak so mu bile na voljo. Ker za moža je bila spolna spravica, za ženske pa dolžnost. Ja, v bistvu je šlo samo za to, da naredite otroka. Ja, samo za to. In zdaj moram pa še nekoga omeniti, za katerega jaz trdim, da bi mu morale sodobne feministke v Sloveniji postaviti spomenik. To pa je bil Škof Jeglič. On je leta 1909 napisal to znamenito knjižico Zakoncem in on je bil prvi, za katerega jaz vem, da se je postavil na stran ženske in to s tem, da je moške spodbujal, naj bodo do ženske bolj strpni, naj upoštevajo tudi to, da so one bolne, da nimajo mogoče tudi želje po spolnosti. Veste, to je bilo za njega izjemno v tistih mračnjaških časih. Ko ženska ni bila nič uredna, ona je bila mogla biti ves čas na voljo moškemu. Kaj pa, recimo, če ima menstruacijo? Kaj je mogla biti tisto na voljo? Kaj pol? Ja, ne vem, ali je bilo to tako, ne, pač... Kaj pa mislite? A mislite, da se je kdo umival? Moj ded je še na stara leta govoril, da vsak pošten kmet, kdaj kaj na svojo čast, za časa življenja poje en voz gnoja. Umiva se pa nikoli. A veste? In da je temu res tako, pričajo tudi ta, bom rekla, oblačilna industrija oziroma način oblačenja, ker moški so imeli tako imenovane goljufe. To pomeni ovratnik, pa zraven ovratnika se je takole držale ne tokle blaga. Slinček. Kot da ne vrste slinček, tako. In te goljufe so oni menali, tisto srajco je bila pa že tako trda od umazanije. A veste,
Ker če bi mi danes, ki smo navajeni vsak dan iti pod tuš, šli v čase, recimo tudi moje mladosti, ko smo se umivali enkrat na teden, mi zaradi tega vonjav, ki so jih ljudje oddajali, ne bi zdržali. Oni so se pomivali. Mi smo se Nikoli. enkrat na teden smo se umivali. A ne? Niti Pa ni še bilo to, tople vode iz pipe. Ne? Mislim, Si se to zakurali. recimo sem bila v Daču, tam zraven tega Dica, ki je zdaj po goru, a ne? Mi smo imeli v kopalnici samo mrzlo vodo, nikoli tople, v tem ta starem delu, a ne? Ja, mi si pa zdaj recimo ne znamo predstavljati, da bi šli v poslu s partnerjem, pa da se Tako. ne bi Pa se stuširali. ni stuširal. Ja? Ni govora. Tudi če hoče pač seksati, če karkoli zavoha, se tako pa tuš. Ja, pet Prej po ne bo tuš. Včasih so imeli pa, kaj so imeli nožke za... Ja, to so imeli Ustrgati, take mazanijo iz- okrogle nožke, a ne, okrogle zaradi tega, da je lažje za obje roko, a ne, in so se tako podrgani tisto svinarijo, pa so vzeli lulčka v roke in so si še okoli njega podrgani. Še se je pa bil ta nožek. Nož, Ta podpret pogača nož. je vedno manj privlačna. Dej no, nekaj Uroš, no. To so Mislim, stvari- zanimiv, ja, tako je bilo. A ne, lej. tako je bilo. Najbolj je to, ker sploh ni bilo tako dolg nazaj to za res. Ja, Ja, to je bilo v v bistvu, času ja. še v moje mladosti, Ja. a ne? A ne, to ni bilo 100 let nazaj, a ne? Ja, jaz sem se recimo danes pogovarjala z mojima dvema babicama. Sem jo poklicala in sem rekla, da prihajate vi in da me zanimajo malo pač intimne stvari, kaj so se dogajale. Jaz Kako so bile ampak vesele. Oni so pa mislili, da kličeš zaradi doma. Jaz sem najprej vprašala, kako so, pač so okej, redo. v redu, pa. Ampak ja, Ej, kako je tako. bilo čas? Pa sem pač rekla, da delam malo raziskava, da malo me zanimajo te stvari. In mi je bilo zanimivo, ker sem pričakovala, da mogoče ena mi ne bo toliko stvari povedala, pa mi je vseeno, pa ta druga tudi kakšne stvari. In lih to, recimo, ko je bila mlada zaposlena, ena od mojih babic, mi je razlagala za eno žensko, ki je šla delati splav, njeno sodelavko, in pač je šla, kako so takrat mazački. Ja. No, in pač je z iglo prebodla in je pol enkrat v službi pač sam rekla, pejď z mano, ne, moji babici, in pač je to na WC-ju pol ni vedela, kaj narediti s tem, ker je pač šlo ven in potem so ji to pomagali dati stranka. Ona je rekla, prineste mi škarje, da bom pač odrezala. Z iglo prebodla. Ja, plod, Nekako. noter, ne vem Kako? točen kaj in kako, ampak to mi je danes razložila. Tako da jaz sem bila šokirana, da to je bilo še v času moje babi. No, v času tvoje babi je bilo pa tudi tako, da so fantje, ki so v JLA služili kot v kakšni ambulanti, v kakšni bolnici in so se tam pač določenih veščin priučili. In en tak možakar doma z Kranja je v portirnici, tam, kjer je bil zaposlen kot vratar, je opravljal tudi splave. In potem so firpci, ki so pač v času malce viseli tam na ograji, se jim je čudno zdelo, zakaj prihajajo v portirnico ženske, pod pazduho je vsaka imela rjuho, zvito v tak klovc. No, in seveda to rjuho je položila na tla in ta je naredil splav, vendar je bilo vmes veliko ponesrečenih splavov, ki so jih potem reševali, da ženske niso umrle v porodnišnici, ki se je na Laborah takrat že odprla vrata. In ena od medicinskih sester, ki je v tistih časih, v 50-ih letih, ki je takrat tam delala, je razlagala, da je ena ženska, ki je imela že veliko otrok in sta z možem zidala hišo in se je bala povedati, da je zanosila, ker bi potem morala biti doma, ne bilo več toliko dohodkov in je šla delati k temu možakarju splav. In potem je prišlo do vnetja in je bilo vnetje tako hudo, da je vse nekako oči ven vrglo, iz ušes je gnoj tekel in da je v grozljivih mukah reva umrla. Tako da je rekla, to se pravi, midve so se pogovarjale ene 20-25 let nazaj, je rekla, da podoba te ženske, ki je umirala, pa je niso imeli kako pomagati, je rekla, da si je ne more izbiti iz glave po toliko letih. Verjamem, To je bilo da to mora hudo. biti grozno. A veste, to je bilo
hudo, ker je ženska bila dejansko žrtev v tem smislu, da je tudi takratna predvojna duhovščina je nekako ustrajala, da ne glede na to, kaj je govoril Jeglič, Jeglič, da je pač spolni odnos namenjen temu, da se zaplodi nov potomec. In ženske, ki so imele zlasti po 10. otroku, lahko že tudi prej, težave z mehurjem, ki je uhajal, z maternico, ki je pač tudi ni bila več na svojem mestu, so se bale teh zanositev in potem je prišla tudi v naše kraje tako imenovana Knaus-Oginova metoda, ta prekinitev spolnega odnosa. In ko so se leta 1941, to se pravi na pragu vojne, se je vsa takratna duhovščina zbrala na enem sestanku v Črnomlju, so prav o tem začeli govoriti, kako bi ljudi prepričali, da je ta metoda škodljiva, in potem so se domislili, da so dali en tak razglas župnikom, da naj moške prepričajo, da če bojo oni prekinili spolni odnos, da ne bo prišlo do izliva v žensko nožnico, lahko pride do tega, da se jim začne mešati. To pomeni, na ta način se je hoteli prestrašiti. No, in ta gospod, ki je bil takrat nekako zraven, je rekel, jaz tega nisem mogel narediti. Ja. In ta metoda je takratna duhovščina v njej videla enega velikega nasprotnika, nekoga, ki bi uničil družine v tej smeri, da družine ne bi bile več tako številčne. No, in seveda so potem sklenili, da bodo naredili vse, da bodo duhovniki prestrašili svoje farane, da lahko moški postanejo blazni, če ne bodo pač doživeli izliva tam, kjer se pritiče v ženski nožnici. Se ženske nobeden ni vprašal, kaj si one mislijo, ker one itak niso bile pomembne. Niso smele sploh doživeti orgazma, če jaz sem poslušala. Seveda ne. V bistvu, ko so šle jahat konja, da so pač se je mogoče zgodilo. Da so ga tam doživele, drugače pa pač niso smele. Seveda, to je bilo še v mojih časih. Ko smo šle k spolti, jaz se spomnim sama, smo imeli enega župnika Starmana in on je zmeraj vprašal, je rekel, a si v mislih kaj grešila? To pomeni ne dejansko, ampak že v mislih, a si kaj razmišljala v tej smeri. Računajte, to je bilo v 65, leta 65. Takrat, ko te najbolj razgajena, je logično, da si ti razmišljal, Bog vedi kva. Seveda. Ampak to je pa treba tudi razumeti, veste, zmeraj je yin pa yang, zmeraj je plus pa minus. Zakaj so bili tako dosledni? Zaradi tega, ker ni bilo kontracepcije. A veste, danes tega ne razumemo in je bilo treba to energijo, ki je bila v mladih, ki je bila veliko bolj intenzivna, kot je danes. A veste, ker smo imeli več časa misliti na take reči, kot jih imajo mladi danes. Danes se tudi najde. A veste, je bilo treba pač na drugi način držati na špagi. In mi tega ne razumemo, samo obsojamo, pa ne smemo, moramo zmeri pogledati, zakaj. A veste, pri vseh stvareh, ki jaz govorim, je zmeri zakaj, zato in zakaj. Zmeri je to dvoje, gre z roko v roki. Meni je bilo recimo zanimivo, ker ne vem, tle pri nas na slovenskem prostoru 19. stoletje se govori o tem, kako pač ženska je bila pač mogla biti primer, Bog ne daj, da bi se kaj premikala, tako je označena za kakšno razuzdano ali kakorkoli, pa nič ni poznala užitka, niso se same raziskovale, dotikale karkoli, ampak na drugi strani so pa približno isti čas v Franciji, v Parizu zdravili histerijo žensko z
masažo klitorisa oziroma potem tudi vibratorjem, ne, kar so pač ginekologi naredili. In tako zelo zanimivo sicer, ja, pač je bilo to v medicinske namene, niso takrat to za užitek dajali, ampak so ugotovili, da pač ženska, ne vem, Tam ni bilo interneta, da bi to videli. Sem to grozno, da se niso mogle meni drugače. Ker to je nek normalen človeški nagon, da ti pol v najstniških letih začneš razmišljati o tem, pa še te takrat ni čisto učen jasen, zakaj se ti pač to... Ja, mi smo se z Laro danes pogovarjali. Recimo, mi smo v nekih najstniških letih doživeli te neke... Smo se začeli spoznavati. Pa marsikera naše starosti se ne. Ja, še vedno ne. S katero sva prijateljica in so pač šokirane, kaj ti to delaš, ko grozan in pač... In pol si se ti več počutila narobe, ja. Ne. To je pa družina doma, ne? Mislim, komunikacija je glaven ključ do vsega. Še vedno se dogaja, da naše generacije se mame s čerkami ne pogovarjajo ali pa sestre med sabo se ne pogovarjajo. Jaz sem se premalo svojo. Priznam, in tudi ona se je premalo svojo in pač ta vzorce ponavljanja. Jaz bom probala svoji ščerki dati malo več tega znanja. To je bilo pri nas recimo z mojo mami, ona se mi zdi prekinila ta vzorc. Mi smo se ful pogovarjali in še vedno se. Pa tudi zdaj recimo, ne, se babice bolj odpirajo, vidimo. Tako da se da pač pogovarjati. Sam hecen mi je, da ne vem, da je v toliko kratkem času se zgodil toliko različnih stvari. In da imate vi te zgodbe, ki jih zdaj nosite naprej in predajate naprej. Kako je bilo pa pri vas? V bistvu samo 3 generacije oziroma... Pri meni je bil pa tako, da je bil odnos, ki ga je moja mama imela do spolnosti, pravzaprav en ključen razlog, zakaj sem se jaz lotila poslušanja teh zgodb. Ker moja mama je bila izjemno, bom rekla, konzervativna. Ne bom rekla nazadnaška, ampak zelo konzervativna. In spet je tukaj vprašanje, zakaj. Zaradi tega, ker je bil pač moj ded tak, ki je mogel 3-krat na dan. In to so vsi v Žireh vedeli v takratnem času. A veste, vsi so vedeli, da on, če doma ni dobil, je šel do ženske, ki so bile bolj svobodnega duha, in ali pa so potrebovali recimo gajbo krompire, zato da so preživele svoje otroke do konca meseca, je šel k njej in je rekel, jaz imam doma toplo peč, pa gor ne smem. To je pomenil, imam ženo, pa reče ne. No in moja mama se je tega zelo sramovala in je bil grozljiv, da je bil pač njen oče tak, in seveda je potem ona, ker se je bala, da bi mogoče me, hčere, podedovale kakšne gene njenega očeta, nas je držala zelo na kratk. Ampak jaz te genov žal nisem toliko podedovala, kot bi mogoče bilo fajn, sem pa podedovala, bom rekla, njegovo radovednost. Bil je pa po drugi strani tudi zelo radoveden človek. No, in jaz sem se začela že zelo zgodaj spraševati, zakaj je pri nas tako, ali je pri drugih sošolcih, vrstnikih, kako drugače. No, in potem sem se zelo mlada poročila. Kako ste bili stari? 19 let. In ko sem imela, ja, pa sem bila že skoraj stara za tiste čase. Ja, in ko sem imela prvega otroka, Tadeja, je v isti vasi v Pogar živela Ivanka Kavčič, ona je bila mama od tega pisatelja Vladimirja Kavčiča. In jaz, ker je pač to na kmetih, ker nimaš nikamor zaiti, sem zelo rada hodila k njej in ona mi je pripovedovala zgodbe o ljudeh, ki sem jih jaz tudi poznala, in ona recimo mi je povedala tudi, kdo so bili tu plašuri. Je povedala, kdo je bil šamar. Plašuri so bili tisti, ki so bili brez dela, so pa bili zelo uporabni, recimo tudi za take stvari, če je bila kakšna vdova, ali pa recimo, če je bila kakšna ženska, ki si je pa zaželela. A sem tako za kdaj pa kdaj? Ne, za v tistem obdobju, ko je bilo rodno obdobje že za njo. Zelo pomemben podatek, ker nobena ni želela zaradi užitkov zanositi. No, in potem je ona tudi... To je v bistvu tudi bilo brez spolnosti na koncu. Ja, seveda, če je mož umrl, konc. Ja, konc življenja. Prav, oni tipi so bili sami za to, so bili za družbo. Ja. Niso spali skup? Ja, ne.
Kdaj? Ker ni bilo zaščite, to se pravi, oni so se bali. Ampak vse je bilo konc rodnega Ne se obdobja. rekla porodnem obdobju. Ko je bilo konc rodnega obdobja, so nehali skupaj spati. Zakaj? A ja, tako? Zakaj pa bi? Ja, ne vem. Ni bilo zaščite in če bi zanosili, Tako. oni so mislili, a ne, oni niso... A ne? A ja, joj. A ne? In pol danes mislimo, recimo, da včasih ni bilo takšnih, pri katerih ta spol, a je moški, a je ženska, ni bil točno določen. So bili, imenovali so se šamar. Vsaj na kmečkih, recimo, so jim tako rekli. In recimo kar nekaj teh ljudi sem tudi osebno poznala in so imeli, recimo, so mi tudi razložili, da so imeli pač in penis in vagino. Sploh ne razumem, kako to. In so ljudje kar vedeli, a ne? In pa noben se ni zgražal. Zakaj se ni zgražal? A vidite, to je tudi zelo zanimivo vprašanje. Zato, ker so vedeli, da je v naravi ni nič popolnega. A ne? In so vedeli, da na vsakih tok ljudi pride nekdo, ki ni ravno v teh standardih. A so prihajali do takšnih šamarjev, če lahko izraz ta uporabim? Mogoče tudi zaradi tega, ker sem gledala, da ste omenili tudi večkrat, da je prihajalo do incestov. To so bili pa ljudje s posebnimi potrebami. To ni bil. Do takih nastopov prihajalo do tega. Tam, kjer je prihajalo do incestov, tam so bili v glavnem, a so bili telesno pohabljeni na prav posebne načine, a so bili pa to, bom rekla, ta umska pohabljenost, ne, v različnih oblikah. Ni pa bilo to posledica, bom rekla, mislim, ti incesti so bili zelo pogosti, zlasti tam, kjer so in v mestih in na podeželju, kjer so živeli osamljeno, recimo na podeželju, so bili incesti precej prisotni. Ampak zakaj? Ja, moški spolni nagon je bil pač tak, kakršen je bil. Nikor ščirko. To smo se pogovarjali danes, pač ne razumemo, kako. Zakaj ne? To smo se pogovarjali. Ja, v bistvu, če veste, odkje ta moški spolni nagon. Recimo, ker še danes, čeprav pač je tega manj, ampak še danes jaz poznam par svojih prijateljic ali pa recimo tete, ki so imele, nekako pač so bile spolno zlorabljene, bom tako rekla, iz strani moškega, ki je bil v bistvu nek bratranc, družinski prijatelj, stric. In pač še vedno se to dogaja. Ja, pa niso nekje zaprti ali pa na neki kmetiji daleč strani nobenega okol. Pač kje najdeš to? Kje najdeš svojo mlajšo sestrično, da greš recimo kaj tazga narediti ali pa nečakinjo? Takrat drugega ni bilo, ne? Pa niti niso vedeli, da je to bed. Kako niso vedeli, da je to? Vedeli so, da ni prav, ampak zdaj smo pa tam, kjer pri rak rani slovenske družbe. To je pa molk. Molk je tako globoko zakoreninjen v naše gene. Molk je naredil v slovenski družbi, v teh medsebojnih odnosih in navzven toliko grozljive škode, da jaz tega ne znam povedati. Zaradi molka so se dogajali incesti. Incesti so se dogajali pa tudi zaradi 4. Božje zapovedi. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Tukaj ne sme stati pika, ampak vejca. Razno primeru, če se dogajajo fizično, psihično, spolno nasilje. Definitivno. Ker je bilo pa tega, ker smo imeli pa tudi še moje generacije, smo imeli to spoštovanje do starejših, ne glede na to, kaj ti ta starejši počne, tako globoko zakoreninjeno v podzavesti, da se tega spolnega nasilja, ki se je dogajal tudi v šoli, a veste, tudi recimo duhovščina, pač otroci, ko so hodili. Koga, ki je vam povedal tako zgodbo? Seveda. A veste, tudi recimo, to je bilo na vseh ravneh. Jaz se spomnim, je bila ena, recimo še v mojih časih, ker zdaj govorim o ženski, ki je približno mojih let, mogoče ne 2 let mlajša kot jaz. Takrat je bila meja, da si se ti lahko zaposlil 15 let.
Do 15 leta ti nisi mogel iti v službo, ampak doma te pa tudi niso gledali, ker pač si samo zažiral hrano, a ne, zaradi tebe je bilo več elektrike, v glavnem bil si strošek, a ne. In recimo ta gospa je šla paziti otroke k lovskemu prijatelju od svojega očeta. A ne. Ta lovski prijatelj njenega očeta je bil pa direktor ene zelo velike in pomembne firme. In ko je prišla a ne, je zmeri rekel, da ne izleze še malo k njemu v poslu, ki ga rado v noge zebe, puško je imel pa naslonjeno na nočno omarico zraven posle. Da se je videl. In ona tega, kaj je ta možakar počel tisto leto, ko je pač bila varuška njegovih otrok, ni nikoli povedala. Ampak povedala je potem, ko je bil oče že mičken starejši, ko je ta njen posiljevalec že umrl, je povedala očetu. In kaj se je zgodilo? Oče je nagnal od hiše, ker o njenemu prijatelju pa ona ne bo govorila tako grdih stvari. Tako, veste, to so ker je on rekel, tudi če se bi zgodil, bi ti mogla molčati. Dejansko je bilo pravilo, da boš ti to nekam potlačati, očitno. Potlačati. In ogromno ljudi, potem, jaz se spomnim, ko je ta Silvo Teršek me je v ta polnočni klub, ko je bil 100 let nazaj na televiziji, me je povabil in ko sem jaz to določenih stvareh pripovedovala, ko sem bila pač njegova gostja, je telefon pri moji mami, takrat, če nismo imeli v naši ulici telefona, smo ga šele leta 97 dobili, je dobesedno pregoril, veste, je pregoril, zakaj? Zaradi tega, ker je toliko ljudi klicali svojimi težavami. In jaz sem se takrat naložila svoje otroke v avto in sem se vozila od Poncija do Pilata, od severa do juga. Zakaj? Zaradi tega, ker so ljudje želeli to povedati. Ali pa, ko sem delala recimo v nočnem programu Snop, ta lokalne radijske postaje se je imenoval Snop. To smo ob enih smo odprli telefone, ob 5 zjutraj včasih še nobene muske nismo zavrteli vmes. A ne? Skrivnostni klub. Zato, ker je ljudje so želeli povedati. In so po noči ostali budni zato, da so Da to so povedali. pripovedovali svoje zgodbe. Se enkrat moraš dati ven, očitno. A ne, to moreš, veste, ker to tisti, ki tega ni še nikoli doživel, tega bremena, ki ti leži na duši. Recimo, to se mi je zgodilo v času covida, ko smo bili zaprti med 4 stene. Kakšne zgodbe so prihajale do mene? A o covidu, o tem, kako se počutijo, ali za vse za nazaj? O stvareh, s katerimi so se ljudje soočali v tistem obdobju, ko smo bili Ker je rutina bila prekinjena. v predzadnji. Predzadnji, Ja. pardon. Takrat je bila rutina prekinjena in ko sem Tako. v covidu se mi od cajt razmišljati. Tako. Drugače, Ja, to je bil grozljiv ful dobro. čas. A ne? Dejansko, ja, takrat si... Ja. Ja, pa tudi v bistvu je tudi ogromen enih nosečk bilo par mesecev. O, ja. 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 Ne, nisem hotel vprašati, ne, včasih, danes, ko bi hotel iskati take zgodbe, ok, narediš story question box spode ali pa ne vem, Na Instagramu. Piše, ne, Ja. kako, ja, so pa zgodbe kar prišle do vas. Ja, veste, jaz že tudi 40 let malo manj pišem podlistek usode v Gorenjskem glasu. A ne? In to še zmeri. Zakaj? Zaradi tega, ko ljudje enkrat spoznajo, da pa tam obstaja nekdo, kateremu jaz lahko pridem, mu povem svojo zgodbo, on nikoli ne izda, kdo je lastnik te zgodbe. Jaz to zgodbo pri njemu pustim in grem brez tega bremena nazaj domov. Še boljš pa je, če to zgodbo potem preberem v knjigi, knjigo zaprem in dam svoj problem nazaj na polico. Veste,
tega mi ne razumemo, kako je to pomembno, zaradi tega, ker pri nas ta psihoterapija še ni tako močno razširjena kot mogoče v Ameriki ali pa recimo v teh zapadnih državah, a ne? In mi zaradi tega, ker je iti k psihoterapevtu nekako sramotno, ker pa bo itak vsi govorili, da si ti nenormalen, ker hodiš. Prav, veste, do zdaj se mi zdi, da se kar malo ja, zapira. je Mogoče, rakel to ampak- ful bolj A ne? Mogoče z mlajšimi počas, ja. generacijami. Ja, Počasi, ampak ja. ti ljudje, ki so k meni prihajali, a ne so prihajali na eno Terapijo. psihoterapijo, ampak na ta način, da so pač povedali svojo zgodbo in pri meni pustili in šli domov. A ne? Že to je veliko za... To je Ogromno. ogromno. So tako a ne? delili, če niso bili navajeni tega. Ja. In jaz se spomnim, sem bila na enem literarnem večeru, to je bila dvorana, jih je bilo sigurno več kot 100 noter, in jaz govorim tudi o tem incestu, družinskem incestu, ker naenkrat pa ena gospa vstane, pa reče, zdaj pa jaz nekaj povedala. In pred vsemi, ko nas je bilo kar nekaj, njeni soboščani, ona spregovori o tem, kaj je njen stric njej počel. Wow. Mislim, to je bil tak večer, ko mi še danes gredo dlake po konc, zaradi tega, ker je ta ženska v tistem trenutku začutila, da pa more, drugač bo umrla, če ne bo tega naglasila. Kažem pogum. Ampak koliko časa mogla to tlačati vse, mene Ja. to bolj fascinira. A ne? Safe space ste naredili, tako A varno ne, okolje, da človek... tako. Zakaj je to molčala? Zato, ker je bilo prisiljena, ker je bil način življenja tak, ker so nas tako učili. Mi imamo to v genih. Nad se niso pogovarjali, se tudi Ja. recimo o tem, jaz sem pa jih vprašala, recimo, ok, moja dva, ne vem, dedi pa babi sta si povedala med sabo, da se imata rada, pa tako, ampak prej sem rekla, pač, ne se ti spomniš svoje, ne vem, babici, ti spomniš svoje mame pa očeta, sto kdaj kaj, tako, a ti veš, da sta se imela ona dva rada, ker prej so bile zmenjene poroke, pa tudi babi pa dedi, ne zdaj, da sta bila zmenjena, ampak pač sta si bila všeč, sem tako. Pa je rekla, ja, kaj pa vem, nista rekla nikoli, ampak tako, če je mama kaj rekla, da če ji pride pomagati, je pršel. Aha, tako se je tako na malo Ja. drugače. A veš, kako so takrat vedeli te stvari, kako so, a niso sploh razmišljali, se ukvarjali s takimi stvarmi, kot se mi danes v glavi ukvarjamo. Ali pa so drugačni indici bili. Ne? Jaz mislim, da so bili, če bi bili mi vsaj deloma taki, kot so bili oni, ne bi bilo danes to ključito. Oni so bolj gledali na to, veste, kdo s kom paše. A ne, kdo komu paše. A veste, oni so vedeli, Ampak na da... kak način, materialno, tako za denar drži? Tudi tako, a veste, je bilo veliko teh zakonskih mešetarjev, a ne, ko so pač hodili od vasi do vasi in so pač prepoznavali recimo mlade in so določene mlade združevali med seboj. A ne, ker to se tudi meni včasih zgodi, ker pač toliko zgodb že poznam, naletim včasih na par in si mislim, je za božjo voljo, kaj ta dva delata eden z drugim. A ne, ker nagonsko čutiš, da to ne gre skupaj. Ali da ona njega ves čas ponižuje, pa ga nekam tlač, ali pa da je on do nje tak nesramno aroganten in da njene ženskosti nekako jo prikazuje kot nekaj, ko ni ravno primerno, zlasti, če ima kakšno kilo več. a ne. To se, če imaš ti en občutek, ki se ga pač pridobi z leti, ko veliko delaš z ljudmi, veste, je ta občutek nekako te ne pusti zmeri na cedilu. No in ti zakonski mešetari so velikokrat ravno ta prave te fante pa punce združili med seboj in ti zakoni, veste, so bili praviloma kar v redu. A ne? S tem, da je ženska vedela, da je pač moški tist, ki ima pač določene pravice, njene dolžnosti so pač takšne, kakršne so bile, kajti edini nasvet, ki je bil povezan s spolnostjo v tem predvojnem času, pa marsikje še po vojni,
ki ga je mama dala svoji hčeri, je bil tistih 5 minut, ko mož legel natevš, pa že potrpela. No, to sem jaz vprašala moje dve babice, pa so rekli, da se niso nič pogovarjala s svojo mamo, da nič ni vedela. Ja, nič. Pa bi to še dobro na svet. A ne? To je bilo tisto, a ne? A ni bilo celo tako, da prej, ko je upravil, bolj je bil? Ja, ker je bilo to ni bilo 5 minut, to je bilo minuta, 2, 3, a ne? Zato, ker je, recimo, moj ded, a ne, še to povem, a ne, recimo on, ki je bil pač tak, da je rad, a ne, da je mogel in da je rad, a ne, je ena gospa, kateri je hodil, ki je bila od njega več kot 50 let mlajša, a ne, njen mož je bil, ona je bila ena tista kao slavnata vdova, ker je njen mož delal v enem rudniku v Franciji, pa je delal v gozdovih Golcov, v teh gozdovih v Avstriji in ona je rekla za mojega deda Luka, je rekla, je prišel, je poplazil, pa je šel. A ne, to je pomen. Je prišel, ker ni nosil spodnjega perila, je sam tisto vrvico. To je bila vrvica, moški so imeli vrvice za vsakodnevne hlače. Spustil dol, legel nano, naredil 1, 2, 3, poplazil, se oblekel, pa šel. A mislite, da je To bilo zavestno, a? Ja, to bilo zavestno. A mislite, da je bilo včasih tudi tako, da so imeli moški problem z erekcijo? Kje pa? Res? Ja, kje? To je bilo, razen če je bilo to sramežljivi bolezensko. A ne, ker je bilo veliko teh, bom rekla, veliko teh bolezni, a ne, različnih, tudi včasih so imeli, kako bi rekla, zlasti ti, ki so bili revnejši, so imeli veliko teh telesnih hib zaradi teh nerednega prehranjevanja. Morate vedeti, da so bile tudi vmes 2 vojni. In prva vojna je zdesetkala recimo moške na tem področju, kjer je danes Slovenija, in zaradi tega so se ženske med obema vojnama poročale tudi z zelo mladimi. A mislite, da je bilo cool, recimo, da so nekako držali neke te probleme v sebi, pa sta ostala poročena? Ali zdaj, recimo, ko prije do neke napake, se dejansko nek par hitro razide? Pač ta se mi zdi, da je kar dosta razlika v teh 100 letih. Kaj zdaj delamo? Ja, ker mogoče pride do varanja ali pa do nekih problemov. Dajmo reči, da neka zveza res ni cool in boljš, da gre ta narazen. Ampak pač včasih pa je šel moški, ne vem, če mu žena ni dosti dala, je šel do druge in je bilo nekako to, da je šel on do druge čisto normalno in sta pač lahko to kar normalno sfurala naprej. To je bilo čustveno takrat. Ne, pogovorila sta se, ker v teh stvareh so bili pa drugačni odnosi zaradi tega, ker je bila ločitev ne samo greh, ampak so bili tako si cerkven poročen, a ne? To pomeni, da je ločitev bila tudi po tej plati nemogoča. Druga stvar, je bilo pa tako, da je bila ženska itak navajena potrpeti, a ne, to že skozi govorim. Tretja stvar je pa bila zelo pomembna ta, da je bila na prvem mestu družina. Na prvem mestu so bili otroci. In ženska je bila tista, ki je nekako držala vseh 5 vogalov hiše na svojih ramenih in je veliko dala na to, da otroci ne bi trpeli. In je raj molčala in moški, recimo, če je kdaj skočil čez plot, nezakonskih otrok je bil itak ogromen, ker pač ni bilo te kontracepcije, te zaščite. Veste, druge vrednote, razpored vrednot, kaj je pomembno, je bil drugačen. Ta prva družina, ta prvi otroc, za žensko, če ni bil doma seksa. Hvala Bogu. A veste, in moški, ko je videl, da je žena nekako mu odpustila, je tudi on mogoče postal zaradi tega malo bolj voljan, malo bolj prijazen do nje,
ker je bilo najbolj pomembno, da sta tista leta, ki so bila najbolj nevarna za take in drugačne nesporazume, to pomeni od 40 do 50 leta, ker pri 50 so bili včasih že stari, že stari. Se pa so počasi tudi umirali, niso tako dolgo kot danes. Ja, samo recimo, veste, ko ti enkrat prideš v ta zrelejša leta, recimo ugotoviš, kako dragocen je tvoj partner, kljub napakam. Takrat misliš, da Boga za brado držiš, ko imaš en kup priložnosti pred očmi, takih namišljenih priložnosti. Ker tudi danes, če primerjam z današnjimi, recimo, ko včasih kdo pride, ki se loči k meni. In jaz zmeri rečem, 5-krat premisel, ker pri 50 letih koga imaš na voljo? Mamine sinčke, ločence, taki, za katere ne veš, kam bi jih dal, mogoče kakšne take, ki pogledajo Radio Kozarc, tistih ta pravih, ki bi tebi stalo ob stran, jih pa pri 50 letih zlepa ne najdeš. Ker so še poročeni. Ker so vsi poročeni. Veš, jaz, če bi bila recimo v taki zvezi, da bi pa zdržala zaradi, ne vem, otrok recimo, si jaz predstavljam, da bi zaradi tega edino počakala, pa še to ne vem če, ampak okej, da se takrat odločim pri 50 pa ločetka, pa ne morem več zdržati, naj bi pa pasal biti sama. Mi ne bi bilo težko biti sama. Sem videla nekakšne družinske prijatelje, pa sem videla, da se mogoče mož njih najlepš obnašal do Jaz ne bi tolerirala, da in sem bila tako, wow, kako lahko to zdrži, jaz bi šla. Jaz tudi. Ja. A veste, zdaj smo pa tam. Te hiše, ko so jih po vojni zidali, so bile narejene tako, da se je lahko ali mož ali žena umaknil recimo v otroško sobo, ko se je pač otroci praznili, ko so šli na svoje. V predvojnih časih je pač mož šel spat na seno, kjer je že itak prej spal. In je žena bila srečna in zadovoljna, ko je bila sama v tisti svoji kamri. Pa ni je nagnal ven? Ne, ne, ni je nagnal. Je tako mi zanimivo, ko so bili... To je pa spet tisto zakaj. Zaradi tega, ker pred drugo svetovno vojno nista živela samo mož pa žena v hiši. To so bili še stari starši, pa so bili tete, pa so bili strici, pa so bili hlapci, pa so bili dekle. Bilo boljše se umakniti. In ti si mogel svoj imidž obdržati, a veste. In recimo tudi v mojih časih, recimo, jaz sem živela, z možem sva živela 7 let pri njegovih starših, ko so bili tudi, nas je bilo polna hiša. Njegovi starši, stari starši, ata pa mama smo nam rekli, je bila teta Milka, midva, 2 moja sinova, to nas je bilo korusov noter v hiš. Ampak za mene je bil tistih 7 let najlepše obdobje mojega življenja. Brez obveznosti, tašča mi je vse skuhala, vseh 10 ljudi mi je otroke merkali, kadar so šle od hiše. Pa vam ni nič vzela skakala? Ja, se to je zanimivo, zaradi tega, ker jaz vse... Ker danes se zelo to se mi zdi... S mladimi, ki se pogovarjam, so ne, s tašča pa ne bom živela. Moja tašča je bila najboljš tašča na svetu. Vse je naredila. Vse sreče, verjeten, mogoče. Verjeten, z mojo mamo jaz ne bi živela. Z mojo mamo ne bi živela, ker ona je bila zelo drugačna. Moja tašča je bila izjemno dobra ženska. Je pa res, da je živela z nekimi vrednotami, ki sem jaz tih pač sprejela take kot so, kadar recimo je nanesla, da je ona skuhala recimo za kosilo zelje, moški, ki so hodili v službo delati, so dobri kriminalci, me ženske, ki pa nismo nič delale, smo pa krompirjeve svaljke jedle zraven. Ampak to jaz nisem nikoli jemala za slabo, ker ona je bila tega, da moški dela, ženske pa sem neki tam brskajo, je ona podedovala od svoje mame, ta njena mama je podedovala, Bog ved, od koga prej, in jaz sem bila zelo prilagodljiva, zato ker mi je bila ta ljubezen, ki je dajala, recimo, mi je bila tako pomembna, ker moja mama tega ni znala dati, tudi ni bila sposobna dati, ker je bila zelo hladna ženska, pri njih
pa nikoli ni bil škoda časa za vsest, za malo pomožvati, za kakšen kofe spiti, a ne. Recimo, Čisto razumljivo, ja, da ste si želeli. Nekaj drugega in jaz sem, meni ni bilo nič hudega, no. Zelo lepo, a ne. Jaz ne vem, kako bomo počasi zaključili to oddajo, ker se mi zdi, da sploh še zares nismo začeli. Ja. Ker je Ja, jaz bi lahko sedela še 6 ur. komod bilo. Ne, ampak, Ker to neki čist neki nepredstavljivo, kar si pač sploh ne znam predstavljati. Veste, zaradi tega pa jaz tako prosim, zlasti mlade, preberite vseh teh 5 knjig. To je približno 2000 strani vsega skupaj, več tisoč sogovornikov je vključenih ali z, bom rekla, bolj obširnimi ali manj obširnimi zgodbami. Morate te knjige prebrati zaradi tega, da razumete. Ja, mene ste prepričali. Ja, Da razumete, veste. Nama je Vesna drugače rekla pred tem podcastom, da si ne smejo nič prebrati, nič pogledati, zaradi tega, da bo presenečenje nad vsemi temi zgodbami. Malo smo se pripravili, ampak knjige so pa zdaj spravile brati. evo, deal. Ja. Vidi, no tudi jaz bom šel brati knjige. Super, bomo se skupaj pogovarjali. In pol še enkrat se usedemo in še enkrat malo predebatimo. Z veseljem. Ker je tega za Ne, to pa takoj z Več kot veseljem. 5000 zgodb, če jaz prav. Ja, veste, to morate vedeti, da v 40 letih se nabere, pa to ni, to je moj način življenja. To ni neki, a veste, zadnjič mi je nekdo rekel, koliko me je financiralo Ministrstvo za kulturo. Tudi evra, ne. Veste, to je moj način življenja oziroma način življenja moje družine. A veste, ker moja družina ve, da k meni prihajajo ljudje, da se morajo takrat umakniti, moj mož ve, Lepo. da pač prihajajo moške, ženske, stari, mladi, a ne, da je to moj način življenja. In recimo, ko je meni približno 30 let nazaj umrl sin, so mi vsi ti ljudje, ki so s svojimi zgodbami prihajali, so mi nekako rešili življenje, da jaz nisem obtičala v eni praznini. Ja. Ste si ponotranili, da je to samo en del vašega Tako. življenja. In vsak človek bi mogel začeti iskati zgodbe svojih korenin, pa ljudje bi se mogli začeti pogovarjati, ne s telefoni, so ljudmi. A veste, ker recimo včasih kdo reče, to so neverjetne zgodbe. In jaz zmeri povem, zapri oči pa pet v mislih od enega do drugega, ali tam, kjer si zaposlen, tam, kjer živiš, in ugotoviš, da je v tvojem okolju še veliko več bolj strašljivih zgodb, kot jih najdete v tej knjigi. Pa zaradi molka, ne. To je pa molk, a ne? No, vidiš, Vesna Molk. je taka, ni hotela tega molka, zaradi nismo se zbrali pa začeli pogovarjati. Tako da, Ja, ta Vesna. podcast, ja, je kar en del tega. Ja. Hočemo, ja. Tudi jaz sem dejansko imel, v bistvu zdaj sem opazil, da je... Da si na nek način del. Ja, ne, prej sem sploh slišal za vas pa za knjigo, ne, sem hotel to delati, zato ker vem, koliko ljudi ima posebnih zgodb. Mislim, posebnih zgodb. Vsak ima neko svojo zgodbo, ki je ekstra zanimiva za njega oziroma zame, ki pač on jo doživel, ne, moj verjetno že tako, ne. Dobro, vi ste šli malo bolj konkretno v določene teme, pa tako, ampak ja, jaz bi... Tega je noro in kar je največja vrednost tega, to je zdaj zapisano. To je zdaj... Tako. Za zmer. To je zdaj Za za zmeri. zmeri. In tudi nekdo, ki bo čez 20, 50 ali pa 100 let, ko bo to prav, bo rekel, šele takrat bo čuden. Že zdaj nam je čuden. Zares Kaj ni boš- umrla ne Jožica, ne Franska, ne Zvonka, ne Štefka, ki so klenot. No, in zadnjič je bila ena gospa, ki tudi predava na univerzi v New Yorku, je rekla, da tudi Američani nimajo kakšne podobne zbirke, da imajo sicer nekaj zbranih zgodb o teh poslednjih sužnjih, ampak da so jih zelo oklestili, da niso preveč obremenjujoče te njihove zgodbe, teh sužnjev za sodobne Amerikance. Ne? Tako da, če je res tako, to rada povem takole javno zaradi tega, da pa morda kdo najde kje kakšno podobno zbirko teh resničnih zgodb iz prve roke. To se pravi, od pripovedovalca do mene, do zapisovalca, da se obrne name in me prepriča, da se motim, da tam pa tam je bilo pa še pa nekaj drugače. takega. Milena, najlepša hvala Ni za za kaj. obisk. To je bilo
osvobajajoče. Ja, res. Mene je tako malo zagnalo za kakšne nove stvari, se pozanimati še. Ja, mene tudi po Tako bistvu. da- Pa preberite. Jaz se predvsem to grem zdaj preveriti, knjižnico, ki imam najbližjo, pa članarino, pa Ja. moram zrihtati. Pa na en kofek babici. Ja, to pa reči. Pa moram priznati, da kakorkoli so te zgodbe zanimive, sem kar vesela, da v tem času živim, ko smo vse Ko se lahko pogovarjamo. večkrat bolj cenjene in je vse malo več enakopravnosti med spoloma. No. No ja, Tako. leta 1909 so Škofu Jegliču rekli, ko je izdal tisto knjižico, da je izdal pornografijo. S popolnoma enakimi besedami so se leta 2014, ko sem izdala prvo knjigo iz te zbirke, obrnili name, da pišem pornografijo. To pomeni, da se v 100 letih ni veliko Zelo malo. spremenilo. Ne, No, to je... ja. To Se pa me- trudimo. To me Mi se vsakič trudimo. presenetim, ko gledam kakšne dokumentarce o zgodovini, ker si mislim, to ni šans, da se bo še kdaj spolnil, ampak se skozi vrtimo v enem Ja, istih seveda. krogih. In potem moj naslov te knjige upišite v ChatGPT. A ne, to so mi tudi zadnjič Kaj pa povedali, pove? Ja. da tisto rdeče, karkoli že opozorilo, da je ker Eksplicitno tukaj vsebina. rit, da to ni neki v redu. A ne? Ja, res. Tako je. No, s ChatGPT-jem se ne bomo pogovarjali. No. Ej, a je vama Vesna, ki je umilna za vitamin klinik ali pa kaj? Ne, poslali bomo en paket domov, da se pozdravi. Ja. Vi pa, če še niste, TDM12 koda še vedno velja. Ja, pa tudi, če imate vi kakšno bolezen, ki zdaj razhaja veliko stvari, se mečko nafilete z vitaminčki. Ja, ali pa kakšno jabko, pa hruško. To tudi ne ali pa škodi. to, ja, no. Lej, ti imaš tudi zdaj te vitamin klinik stvari za lase. tako da. Ja, dobro, ja, to pa še malo pa bomo končali, pa da vidimo rezultate. Bom pa razpustila te dolge lase, pa da vidimo, dokam so zrasli. Bilaski. Milena, še enkrat hvala. Ni za Hvala kaj. za obisk. Pa ob naslednji priliki ponovimo. Tako. Pa naslednjič mes pečemo. Ja. Bomo videli, če bo res. Vas držim za besedo. Bom jaz, obljubim. Ja, Okay. Hvala. ni za kaj. Čau, čau. Tisti dnevi v mesecu.